Živijo punce, tokrat iz nekoliko drugačne lokacije in sicer sem v Izoli, ker sva se dan ali dva nazaj z Matjažem odločila, hočeva na morje, nisva imela prešparanega nič denarja, nisva vedela, kam na morje hočeva, nisva vedela, kako bova tja prišla, ne kaj bova jedla, kje bova spala, ne nič, ampak sva se pač prepustila. Minil je šele en dan, sem pa odkrila, oziroma sva odkrila kar nekaj hekov in mislim, da prije zelo prav, da jih delim z vami, ker kjera zdaj noče izkoristiti poletja in iti na morje z minimalno porabljenega denarja. Nekaj imam napisanih, upam, da sem samo tega držala, ker enkrat smo že posneli, pa sem že malo zajadrala. In sicer najverjetneje vas prvo zanima, kako sploh priti do morja. Tu sta dva načina. Če imaš svoj avto, definitivno najboljša izbira, v mojem primeru. Lih zaradi tega, ker lahko neseš s sabo več stvari, ker se lahko založiš, kaj boš imel s sabo, hkrati pa ne pozabiti na prevozi.org in druge take podobne strani, kjer lahko s sabo vzameš nekaj ljudi in se ti bencin do morja dejansko pokrije. Druga stvar, če pa avta nimaš, pa vzemi ogromen kufer in pojdi ti s prevozi, kaj boš ga, za 10 € prideš z Maribora do obale, lahko za 5 € iz Ljubljane do obale, poceni. Druga stvar, ki te verjetno zanima je, kje pa boš pol spal, če nimaš nič zmenjeno. Tudi tukaj imava hek. In sicer ne se bati spati v naravi, koliko obstaja kempov in vsega in zakaj si ne bi sam ustvaril nek kemp. Midva sva šla res na low budget zadevo in čeprav sva malo izkoriščala kempe, to bom tudi povedala potem kako, sva vseeno se znašla, sva šla do nekega kmeta oziroma ne vem ti kaj imel, ogromno zemlje imel z najlepšim razgledom v Strunjanu. Imela sva samo blazino za spat, za napihantjo in sva samo ga šla vprašati, vidim, da imaš ogromno zemlje, a bi lahko tukaj si postavili posteljico in zjutraj naju že ne boste več videli. Pa je šlo skozi. Dejansko sva popolnoma brezplačno dobila prenočišče pod zvezdami, toplo je dovolj bilo, zraven tega sem imela tudi kouter. Matjaž se je celo zjutraj cel čas pritoževal, kako ga je potilo, tako da je bilo še preveč toplo. Ni bilo tu nič divjih nobenih živali, imela sva sicer sprejček za komarje, ampak najbolj poceni prebivališče, oziroma kako bi to rekla? Prenočišče. Prenočišče, kar bi ga lahko dobili. Verjetno te pa zanima, če se potiš po noči, če si na morju, kje so v Štuširu. Vemo, da slovenske plaže imajo kar to malo poštimalo, da moraš kaj plačati, da se lahko stuširaš. Tudi to sva skekala. Sicer mogoče malo ilegalno, ampak se da. Šla sva zjutraj v kemp. Preprosto kemp je bil dokaj blizu tega, kjer sva midva spala. Sva šla tja se pretihotapila, niso bilo iti pretihotapiti treba, ker je bilo vse odprto. Sva se šla stuširati, umiti zobe, urediti in je bilo to. Druga zadeva pa glede parkirišč, kar sem prej tudi pozabila omeniti, je tudi to, da kadar imate avto, nekaj je potrebno plačati za parkirati. Če se ne znajdete. Midva sva se tako znajdla, da v Izoli je eno parkirišče tu 5 metrov stran, kjer sva zdaj, kjer imaš 4 ure parkiranja zastonj. Torej midva vedno, ko sva si šla po obleko, ko sva šla po vodo, ko sva šla po karkoli, sva uro premaknila. Zraven tega pa koliko sva reskerila, da zdaj se 15 minut sprehodiva do plaže in je nimava prav direkt. Sva pa zato prešparala minimalno 10 € dnevno za parkirišče. Kaj jest? Ko si na morju, se nočeš prikrajšati za tvoje najljubše hrane. Vedno hočeš živeti v sladoledu, v picah, v kavici, vsem tem in tudi zato imava heke. Pica, definitivno zadeva, kaj na morju vsi jemo zraven rib, ampak če si vegetarijanec, se bolj pice držiš. Pico lahko greš iskat v bližnji Mercator za 3 ali 4 € in si jo neseš na plažo oziroma k morju, k lepemu razgledu. Veste, koliko so drage tiste restauracije ob morju in ena normalna margarita ti lahko prije že krepko čez 10 €. S tem, ker tista pica v Mercatorju, kakor se reka, 3 ali 4 € in je... Druga stvar, s sladoledom tudi vem, da se noče noben odpovedati. Tudi jaz, čeprav sem pri Perfect Bodyju, še vedno pazim na to, da se tudi nekako osvežim in imam nekaj sladkega. Zato pa spet sva opazila, nisva šla direkt ob morje, k najdražjemu, ampak sem malo raziskovala po mestu in na koncu sva dobila sladoledarja, ki je dajal eno ogromno kepico za 80 centov. To je dejansko bolj poceni, kot pa imam v Mariboru. Kavica, kar sem omenila. In sicer je pri kavici tako. Jaz sem oseba, ki mi je nekaj najlepšega zjutraj se zbuditi, imeti pogled na morje in srkati tisto božansko pijačo. Ampak vemo, da tukaj ob morju znajo tudi nabiti kar cene. Tako da en hek, ki ga žal jaz ne moram uporabljati, ker nima hladilne torbe, bi bil, da bi šla v bližnji Mercator, Lidl, kamorkoli po tisto veliko ledeno kavo. Tista ta velika je okoli 1,5 €, kolikor je cena ene kave v baru, imaš jo pa za lahko za 3-4 dni. Ampak, če si tako kot jaz pa vseeno greš gledati, da pač nimaš ledene torbe, greš gledati malo okoli, kjera gostilna ponuja najbolj poceni, ampak še vedno, da lahko uživaš. Ne pozabiti pa tudi na hidracijo. Seveda je voda zelo pomembna in ker nočeš vsake pol minute hoditi do Mercatorja ali pa barom plačevati za vodo, uporabi javna stranišča, uporabi bare, tako da kadar gre en se kaj meniti, drugi gre nafilat vodo.
tako da imaš jo stalno pri sebi. Kupi eno ali dve flaši, preden greš za liter pa pol in si jo konstantno nafili, tako da si hidratiran, da si zdrav, da ohranjaš telo pri sebi. Če se tudi ti ukvarjaš s kakimi socialnimi omrežji, če si že malo obsedena z vsem tem, vem, da te je pa strah, kako boš prišla do Wi-Fi-ja. Zato pa imamo to, ne? Jaz uporabljam tukaj dve zadevi, in sicer telefon oziroma 3, digitalc in računalnik. Tega uporabljam zato, da iščem Wi-Fi. Kadar gremo mimo bara, gledam, kje mi se pokaže, kje je free Wi-Fi, vidim napise, ampak neverjetno napisano, ker kdaj samo napišejo, da te zvabijo tja, pol je pa tam zelo slaba povezava. Tako najprej jih vprašaj, najprej se poveži, šele na to lahko kaj naročiš. Druga stvar, če si želiš objavljati, če vedno slike, karkoli, smo v obdobju, kjer imamo vse ogromno gigabajtov zakupljenih na telefonu, ne? Vem, da moji videi, kar vesel, so zelo dolgi, pridejo okoli 2 gigabajta standardno, tako da jaz sem pripravljena riskirati za to, da vi to vidite, zakaj ne bi tudi vi za eno sliko. Punce moje, še en dodaten nasvet pa za vas, ker vem, da se vse zanima, ok, kje so pa lišpale, kje bomo pa si lahko to tisti čar poletja, da boš na slikah izgledala tipi-topi, kolikor lahko. Avto, najboljša zadeva možna. Svetloba je super, tisto ogledalo, vse vemo, koliko nam pokaže in brkice, in obrvi in vse, tako da veste, da nam bo realno sliko pokazal. Tako, če boste v avtu izgledali dobro, boste zunaj izgledali še 10-krat boljše. Ok, to je nekaj mojih nasvetov tukaj z morja, zdaj gremo počasi na plažo, ker je že zelo toplo. Se vidimo v naslednjem videu, upam, da je bil ta video všeč. Če imaš tudi ti kakršenkoli nasvet, nama to povej v komentarjih, tako da lahko še izkoristiva, dokler so na morju. In se vidimo drugi, čau, čau!